Pogledaj, gospod Janez, se me dopade, ker smo na istem nivoju, se bomo rekovali manila, ne? Malo si više, ne? Ja, no, malo si više, ampak pa vsaj večji, jaz ne morete govoriti. To se spodobne. Ja. No, prijateljci, imamo kakljete, da ste videli, ste prišli sami v 11. Ne, kje pa. No, če ste pa slučajno prišli pokoj, da smo vas majhno razvedeli, da boste šli pa še boljše damo. Sigurno. No, izvolite. No, sej, Rimončani, kot se ve že stoletja, ne, niso znani samo po suhi robi, ampak tudi po ostrih jezikih, tako da... Hvala. To gre skupaj z uspešnim gospodarstvom. Skupaj pokroje. Spoštovani gospod župan Jože Levstek, spoštovani organizatorji, spoštovani sodelujoči, spoštovani obiskovalci, predvsem pa dragi Rimončani, najlepša hvala za to čast in teh par minut, da se lahko nagovorim na tej prireditvi, ki je ena največjih tradicionalnih slovenskih prireditev, vezanih na obujanje spomina na našo tradicijo, ki se jo moramo z veseljem in tudi spoštovanjem spominjati. Zdaj, ribniški patent, s katerim je razvitli avstrijski cesar priznal znanje in iznajdljivost Rimončanov, je star toliko kot odkritje Amerike. Torej, Rimonci se je že pred več kot 5 stoletji vedelo, da zato, da si uspešen gospodarstvenik, potrebuješ izdelek, ki je kvaliteten, ki ga drugi rabijo in ki ga seveda znaš prodajati. Zdaj, tako kot ko gre za suho robo, kot ko gre za lončarstvo, lončarske izdelke, se tukaj to v Ribnici veže stoletja. Zdaj, če pa govorimo o Sloveniji, je pa tukaj še vedno nekaj dilem. Čeprav je stvar zelo preprosta. Če hočeš biti uspešen, moraš izkoriščati naravne danosti kraja, okolja, kjer živiš, kjer gospodariš, lastno pamet, če jo imaš, in seveda proizvajati tisto, kar tudi drugi potrebujejo. To je zelo preprosta formula in vse države, ki so danes uspešne, sledijo zgolj temu. In če je gospodarstvo uspešno, ostane dovolj tudi za druge stvari. Če se mora človek boriti zgolj za preživetje, potem ni niti denarja, niti časa za kulturo, za umetnost in za druge stvari, v katerih je življenje bogatejše ali, kot rekli, smiselno. No, ker je bila Rimonca skozi stoletja gospodarsko uspešna, je tukaj cvetela tudi kultura. Skoraj ni hiše tukaj na Škrabčevi ulici in drugod po Ribnici, ker ne bilo kakšne spominske table ali pa vsaj spomina brez table, ki priča o tem, da so se tukaj rodili, živeli, šolali ali delovali velikani slovenske kulture. Zdaj, malo kraja v Sloveniji, kjer je bila ta osredotočenost, ta koncentracija tako velika. Vendar nič od tega ne bilo, če ne bo tudi materialne podlage za to. In danes z veseljem prihajamo v Ribnico zato, ker je Ribnica tudi danes gospodarsko uspešna. Precej bolj uspešno od nekaterih bližnjih okolij, ker so imeli v preteklosti enake ali pa so boljše možnosti za razvoj. In to je enostavno zaradi tega, ker se tega temeljnega principa, da je pač treba izkoriščati lastno pamet, lastno znanje, danosti lastnega okolja, ni pozabilo skozi stoletja, tudi na prejšnjem stoletju, ko je bilo v Sloveniji naokoli precej pozebe, kar se tiče zdrave pameti, na podlagi katerih je Ribnica v preteklosti cvetela. Tukaj ste tudi v času samostojne Slovenije vedno izvolili tudi vodstvo, županstvo, občinske svete, ki so se zavedali te tradicije in tega pomena. Zato je Ribnica ena tistih občin,
mogoče celo v sami špici med lokalnimi skupnostmi v Sloveniji, ki je uspešno prebrodila gospodarsko krizo, visoko brezposelnost na začetku, v času, ko smo se osamosvojili, in je danes atraktivno okolje tudi za uspešna tuja podjetja, ki prihajajo sem za vlaganje. Zdaj posluh gospoda župana in njegovega predhodnika, tukaj se prizna zdrava kontinuiteta in posluh okolja, kjer je zdrava pamet doma. Če primerja Ribnico s ostalimi več kot 200 drugimi občinami v Sloveniji, zagotovo po mnogih kazalcih, ne nazadnje tudi po rodnosti, kar je zelo pomembno. Ribnica sodi v deseterico, se pravi v samo špico razvojno uspešnih občin v Sloveniji. In to predvsem zaradi tega, kar naredite tukaj sami, ne zaradi tega, kar pride kot kakšno subvencijo od drugo. Predvsem pa glede na to, da smo na tej prireditvi, ki je izjemno pomembna tudi širše, najlepša hvala za to, da ste jo ohranili. Hvala vsem, ki ste prispevali, da so nekatere etnološke značilnosti teh krajev, ki so mogoče že malo v prejšnjem stoletju hodili v pozabo, ponovno prišli tukaj na plano, da jih lahko vidimo vsako leto, pa tudi širše, na raznih razstavah, da lahko naši otroci in vnuki vedo, kako se je včasih tukaj živelo, kako se je delalo, da preko tega spoznavajo in se zavedajo tudi lastnih korenin in tako delajmo tudi v prihodnje. Želim vsem, ki se trudite, da to delate še naprej. Ta prireditev ni pomembna samo za Ribnico, tudi širše, tudi množico obiskovalcev, ki prihajajo vsako leto o tem pričajo. Torej delajmo skupaj na tem, da bo ta spomin ostal, predvsem pa, da bo to zdravo izročilo gospodarske uspešnosti, ki je nadgrajena z bogato kulturno in umetnostno žetvijo, preživelo in dobilo širšo domovinsko pravico v večji teži tudi nasploh v Sloveniji. Tako da, da bo čez 100 let na podobni prireditvi na tej Škrabčevi ulici še vedno veliko obiskovalcev, da bodo naši vnuki sem radi prihajali, tudi vnukinje, da bodo lahko imeli odkrite obraze in da bodo tukaj prevladovali izdelki iz suhe robe, ne pa iz kakšnega belje dane. Torej, lep dan vam želim, veliko etnoloških in tudi vseh ostalih užitkov. Zdaj, županstvo, turistični društvo in vsi ostali so kot vedno doslej, to je tradicija, poskrbeli za lepo vreme in da je to lepo vreme prispeva tudi k naši dobri volji danes. Hvala lepa in lep dan.